Dober večer, dragi prijatelji. Torej, vračamo se in znova začnemo z vajo Zavid, ki vam bo omogočila, da ga razvijete ne le do enice, ampak še bolje. Spomnim tiste, ki gledajo prvič, da smo že imeli nekaj vaj Zavid. S čim se je vse začelo? Zgodba je takšna. Torej, enkrat sem šel podaljšati vozniško dovoljenje in ugotovil, ko sem preverjal vid, da vidim ne samo tisto vrstico, ki je ena, ampak vidim še nižje. In še vidim založbo, tiskarno, naklado 500 000 izvodov, X štorklje. No, v glavnem, to ni kar tako, tak vid nisem imel od rojstva, ne. S pomočjo vaj sem si ga razvil, to sem vam že podrobno razlagal. Obstaja nekaj videov, če želite jih poiščite. Morda bom dal povezavo spodaj, če ne, sem vam obljubil povedati, kako sem jaz si popravil vid. Del vaj sem že pokazal, na kratko vas spomnim, bolj podrobno jih najdete tam nekje. Imel sem -1,5, -2 mogoče, torej nisem videl jasno. Tam, kjer preverjajo črke, sem nekje na sredini vrstice še videl, potem pa slabše. In obljubil sem vam povedati, kako sem si popravil vid. Del vaj sem že pokazal, na kratko vas spomnim, bolj podrobno jih najdete tam. Mišice očesa razdelimo v dve skupini in danes vam bom pokazal tisto, ki vam bo naredila vid bolj jasen. Torej vaja, ki vam bo omogočila, tako kot meni, da boste videli ne samo spodnjo vrstico, ampak še nižje. Tako. Skratka, torej obstajata dve glavni skupini vaj. Mi z vami delimo očesne mišice v dve skupini. Prva skupina so tiste mišice, ki premikajo oko. Te mišice moramo trenirati. In druga skupina mišic, torej tiste, ki premikajo oko v različne smeri, gor, dol, desno, levo. In druga skupina mišic so tiste, ki se nahajajo znotraj očesa, spreminjajo ukrivljenost leče, torej omogočajo fokusiranje vida bližje ali dlje. S pomočjo njih vidimo. Za treniranje gibalnih mišic očesa, za izboljšanje prekrvavitve, za spremembo oblike očesnega zrkla, vsi poznajo klasične vaje za vid. Ampak na kratko vas spomnim. Poiščemo neko točko pred seboj, gledamo dol, desno, levo. To je težko izvajati, potem nas bolijo oči, mišice oči bolijo, ne želimo jih več delati in prenehamo. Različica, ki smo jo z vami obravnavali, ki daje rezultat, obstaja podroben video o tej vaji. To je prvi video o vidu. Ampak na kratko vas spomnim. Poiščemo neko točko pred seboj, jo gledamo in začnemo obračati glavo v eno smer. Pri tem trenirate biceps. Skoraj enak učinek na to mišico kot pri delu oči. Kot če bi premikali oči z ene strani na drugo. Vendar je gibanje mišic bolj gladko, kar ne povzroča nenadnih sunkov ali nenadnih sprememb dolžine mišic, kot če bi delali gibanje gor dol. Občutite veliko razliko. Trenirate biceps, praktično enak učinek na to mišico, isto kot namesto gibanja oči gor dol, gledate v eno točko in premikate glavo. Tako vaše oko glede na glavo, glede na očesno votlino, naredi isto, kot če bi premikali gor dol. Občutite veliko razliko. Torej, lahko celo, če vam ni škoda sebe, naredite tak eksperiment. Najprej naredite gibanje gor dol, nato pa še tisto različico, o kateri sem pravkar govoril. Torej, gledamo v eno točko, delamo gibanje gor dol, desno, levo. Torej, začnemo prav z takšnim ogrevalnim gibanjem. In tukaj lahko že uporabite kakšne slike, kakšne številke in jih opazujete med izvajanjem te vaje. Če imate tabelo s črkami, izberete tisto vrstico, ki jo vidite zamegljeno, gledate vanjo in izvajate to gibanje desno-levo, gor-dol, lahko tudi malo po diagonali, lahko delate tudi takšna krožna gibanja. Torej, naprimer, vadba se začne s tem. Torej, izberem točko, zdaj vas pozorno gledam v oči. Mimogrede, se opravičujem Alekseju Ivanovu
Zadnjič sem rekel, da ni naročen, v resnici pa je, ampak Jurij Semjonov, poglej, ti se še vedno nisi naročil. Skratka, gledamo v eno točko, delamo gibanje gor-dol, naredimo kakšnih 10krat desno-levo, po diagonali naredite, v eno in drugo smer, lahko vrtite v eno smer, v drugo smer, ampak ves ta čas, imejte pogled, ves čas na isti vrstici, najlažje se orientirati, svoj napredek pa vidite na tabeli Zavid. Prenesite jo, obesite nekam, na njej boste vadili. Veliko vlogo ima tudi osvetlitev. Če opazite, da pri dobri osvetlitvi vidite bolje, pri slabi pa slabše, morate vaditi prav pri slabi osvetlitvi. In potem, ko bo osvetlitev boljša, bo tudi vid še boljši, torej očesu bo lažje delati, če ga malo trenirate pri slabi osvetlitvi. Torej, svetloba pri vajah ne sme biti premočna. Torej, na to sem vas spomnil. In druga skupina vaj so vaje prav za akomodacijo. Mi smo jih izvajali tako, da smo vzeli nek predmet in ga premikali malo naprej, malo nazaj, tudi z različnimi položaji oči. Pomembno je, da se oko navadi delati ne samo, ko je v sredini, ampak tudi pod različnimi koti. To smo tudi skupaj delali, o tem je tudi podrobno video. To je namesto vaj, ko ne premikamo pogleda sunkovito, ampak ga počasi premikamo naprej in nazaj. Sunkovito premikanje pogleda je slabo za oko, ker pride do nenadnega sproščanja in raztezanja mišice ter do pumpinga mišice s krvjo. To občutite, ko vaja ni primerna za trening. Mišico je treba trenirati tako kot vsako drugo, da deluje gladko, ne sunkovito. Ko počasi premikamo pogled naprej in nazaj, pride do počasnega napenjanja, sproščanja in raztezanja mišice ter pumpinga mišice s krvjo. To občutite, ko tukaj je datum, do katerega velja na majhni razdalji. Zdaj, kaj moramo narediti, da izboljšamo ostrino vida? Zamenjajte svoja očala za sončna očala s takšnimi stekli, kot ste jih imeli. To je naslednja stopnja vseh vaj. Poglejte, tukaj je prikazana številka kartice, tukaj je datum, do katerega velja, in tukaj je CVC, CVV, torej 3 številke na zadnji strani kartice. Torej, zdaj je moja naloga, če prepoznam te številke. Ves tisti ogromen denar, ki je tam, bo pripadel meni. In vse to moram razločiti. Kaj naredim? Torej, recimo, začnimo s tem. Torej, zdaj moramo malo natrenirati mišico, ki nam bo spreminjala ukrivljenost leče. Recimo, da stojim na taki razdalji in na tej razdalji vse vidim odlično, vse 3 vrste, lahko jih naredite še več in ta razdalja mi ne ustreza za vadbo. Začnem se odmikati, odmikati, odmikati in na neki razdalji recimo ne vidim več spodnje vrste. Te tukaj ne vidim več z te razdalje. In kaj zdaj naredim? Pogledam na to spodnjo vrsto in si nekako označim. Naredimo znako, zapičim palico, narišem črto, vidim. Naredil sem korak nazaj, spet ne vidim in začnem se približevati, gledam v to točko, se približujem, spet vidim in začnem se oddaljevati, 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 oddaljevati. Zdaj ne vidim. Boljše je najti najmanjšo razdaljo, kjer že ne vidiš več, da ti ni treba narediti preveč korakov. Torej, naredim korak, enkrat vidim, naredim korak nazaj, spet ne vidim. Začnem delati te premike, malo naprej, malo nazaj, kot da se premikam in čez nekaj časa ugotovim, da že vidim ne tam, kjer sem označil, ampak malo dlje. In na ta način začnem trenirati, se približujem, približujem,
naredim nekaj korakov naprej, začnem videti, zdaj pa se oddaljujem. Oddaljujem od tukaj, a ves čas gledam še malo naprej, grem bližje in potem spet dlje, 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 dlje nazaj. Potem spet naprej, ves čas gledam v to točko. Kako to izgleda od strani? Čudno. Torej, približujem se, približujem se, približujem se, zdaj pa se oddaljujem. Oddaljujem od tukaj, a ves čas gledam v to točko. Ves čas gledam in boste ugotovili, da se povečuje razdalja, s katere že lahko razločite te stvari. Da pri obračanju v eno smer bolj jasno vidite, lahko si še otežite. Začnete to delati pri obračanju, torej glavo obrnete v eno smer in naredite isto. Tako ste se približali, potem ste se oddaljili, enkrat na eno stran, drugič na drugo stran in boste ugotovili, da pri obračanju v eno smer lahko vidite bolj jasno, pri obračanju v drugo smer pa manj jasno. Morda vadite v nekoliko slabši osvetlitvi, na primer 5 do 10 minut. Več kot 10 minut, ni treba, največ 10 minut. Priporočljivo je delati od 5 do 10 minut. In osvetlitev ne sme biti preveč močna. Mala mora biti zatemnjena, ker če vadite v prostoru, ki ni preveč osvetljen, je bolje. In začnete naslednje. Vstanete, gledate tja, lažje bo, očesu bo lažje videti, ko je vse svetlo. In druga vaja, v eni vadbi ste, na primer, povečali to razdaljo, s katere vidite. Recimo za pol metra, meter, nekateri več, pri prvih vadbah je lahko več. In začnete naslednje. Stojite, gledate v to točko, ki jo vidite nejasno, in naredite to, o čemer smo govorili. Naredite te obrate, desno, levo, gor, dol, začnete videti bolj jasno in še malo vadite tudi s tem gibanjem naprej nazaj. Zakaj je to bolj učinkovito kot samo premikanje pogleda z ene točke na drugo? Še enkrat ponavljam, za tiste, ki jim še ni jasno. Učinkoviteje je, ker mišica začne delovati bolj gladko, ko ji omogočite, da se ne preklaplja sunkovito z enega predmeta na drugega, ki so nameščeni daleč drug od drugega. Pri njej ni takega trenutka, da bi se izgubil stik s predmetom in njeno delo poteka počasi. Skratka, ta vaja resnično pomaga obnoviti vid. Celoten ta sklop, če ga boste izvajali in tudi če naredite samo eno vadbo, napišite, kakšna je bila razlika, za koliko ste uspeli povečati razdaljo. Torej, pišite, všečkajte, komentirajte, se vidimo, lahko gledate večkrat, ni prepovedano. 2-krat zapored ne dajete všečka, enkrat se naročite, če še niste vsi.